Dobrodošli na še zadnjem webinarju Razturi na maturi v sodelovanju z DOS-om. Danes se bomo pogovarjali o tem, kako se sploh soočiti z maturo oziroma kako se soočiti s tem stresom učenja in priprave in datumov in vsega. Za začetek pa za par minutk predam besedo Simonu in Maksu iz Dijaške organizacije Slovenije, potem pa šibamo naprej z psihološko pripravo na maturo. Evo, Simon. Ja, Lisa, najlepša hvala za besedo, vsem en lep pozdrav. Torej, zelo na kratko nekaj besed o Dijaški organizaciji Slovenije. Torej, mi smo krovna dijaška organizacija, ki povezuje vse dijake na območju Slovenije. Nekako zavzemamo se za pravice dijakinj in dijakov, za uresničevanje vseh idej, načrtov in vsega ostalega pomembnega, kar pač je v nekem dijaškem življenju v teh letih. Zdaj, če gremo naprej, bomo videli, da imamo tako kot vsaka organizacija nekaj organov, torej svet, predsedstvo, predsednika, parlament, odbore in vodstvo. Zdaj, odborom se lahko pridruži vsak izmed vas, malo več o tem bo povedal Maks v nadaljevanju. Parlament pa zastopajo poslanke in poslanci, spremljevalci in spremljevalke iz vsake srednje šole v Sloveniji. Če gremo naprej, boste videli, da imamo poleg parlamenta še predsedstvo. Predsedstvo je pa izvršni organ. Izvršni organ pomeni, da nekako zastopa in uresničuje vse tiste ideje, ki jih pripravimo v okviru letnega delovnega načrta. Poleg tega pa je še svet DOS, ki ga vidite tukaj. Svet DOS pa je neke vrste nadzorni organ. Torej, zdaj, če se premaknemo naprej, boste videli nekaj od teh projektov, o katerih sem govoril. To so projekti na letni bazi, ki se ponavljajo iz leta v leto, pa tudi projekti, ki so novi. Obstajajo stalni projekti, kot sem rekel, recimo Najdijak, Dijaška nacionalna konferenca, DOS na poti, DOS na informativi. In potem novi projekti, ki jih opredelimo v letnem delovnem načrtu. Če se vrnemo še majčkeno nazaj na 2 slajda, bo Maks še povedal par besed o odborih DOS in kaj pravzaprav so odbori. Izvoli, Maks. Zdaj, Dijaška organizacija je v bistvu razdeljena na 5 odborov oziroma na 5 področij delovanja, ki jih mi imenujemo odbori, in vsak član predsedstva vodi tudi en odbor. Jaz vodim odbor za izobraževanje, Kaja za socialo, potem imamo zdaj novo vodjo odbora za mednarodno sodelovanje in regionalno povezovanje, to je Eva Oblak, odbor za kulturo, šport in obšolske dejavnosti vodi Alma, odbor za PR pa vodi Žak. Vsi odbori se osredotočajo na svoja področja in delujejo dejansko v skladu s temi svojimi področji. Naprimer, če nakratko povem en malo v vsakem odboru. Zdaj, odbor za izobraževanje je letos recimo organiziral posvet o prenovi šolskega sistema in sistema mature. Potem se jaz kot predsednik odbora udeležujem tudi sej kurikularnega sveta, na katerih se govori o kurikularni prenovi. Odbor za socialo se osredotoča predvsem na, socialne problematike dijakov, vključno s štipendijami, vsemi vrstami štipendij. Potem imamo tukaj odbor za mednarodno sodelovanje in regionalno povezovanje, ki se osredotoča predvsem na sodelovanje z dijaškimi organizacijami drugih držav in pa z Evropsko dijaško organizacijo. Odbor za kulturo, ki ga vodi Alma, organizira predvsem te obšolske dejavnosti. Tukaj lahko govorimo o največjem dijaškem projektu, to je Dijaška nacionalna konferenca, ki jo priredimo vsako leto. Odbor za PR pa se v glavnem ukvarja s promocijo dijaške organizacije, slikanjem, fotografiranjem in ustvarjanjem raznoraznih promocijskih videov. Član odbora lahko postane popolnoma vsak dijak v Sloveniji. Vse, kar morate narediti, je to, da greste na stran dijaške organizacije, poiščete prijavnice v odbore, se pravi, greste v odbore in se pokljukate, v kjer odbor bi radi šli, lahko pa tudi napišete predsedniku odbora za PR oziroma predsedniku tistega odbora, v katerega se želite včlaniti, in se potem mi dogovorimo za naprej. Tako da to je to, kar lahko povem o odborih. Super, Maks, najlepša hvala, pa če gremo še na hitro naprej. Torej, tukaj lahko vidite v nadaljevanju še nekaj fotografij z naših dogodkov, kjer smo bili aktivni v Mariboru, po celi Sloveniji smo pravzaprav potovali, tudi na informativi, kot sem že rekel, fotke z parlamenta, iz drugih krajev po Sloveniji. Pa če gremo še naprej,
boste videli še nekaj fotografij, aktivni smo tudi na mednarodnem področju, kot je Max postavil v Evropskem parlamentu. Tukaj je par fotografij z dogodka v Kranju, iz pravne fakultete, pa če gremo še kar naprej, še en posvet o volilni pravici, lahko gremo še kar naprej. No, to je pa dogodek z otroki z rakom, njihov dan ljubezni se imenoval na Gorenjskem. Pa če gremo kar naprej, ja, to je pa eden od večjih projektov, ki smo ga izvedli v prejšnjem mandatu, zbirka dijaške poezije, torej poezije, ki je nastala v okviru Dijaške organizacije Slovenije. Zdaj, če se premaknemo še naprej do letošnjih dveh projektov, torej aktivnost sta 2 natečaja, razstava likovnih del in album avtorske glasbe, vsi lepo vabljeni, več informacij pa najdete na naših spletnih portalih in tudi na družbenih omrežjih. Pa če gremo naprej, še nekaj besed o varuhu dijakovih pravic. Torej, to je najpomembnejši organ DOS, bi rekel, ker pravzaprav zastopa interese dijakov zelo neposredno, ščiti pravice vseh slovenskih srednješolcev in predvsem nudi brezplačno pomoč in svetovanje. Torej, lahko napišete varuhinji Živi Dokl, če imate kakšnokoli težavo v šoli, bodisi s profesorjem, bodisi z vodstvom, in dejansko na ta način lahko vam nudi neko kvalitetno pomoč. Je pa res, da smo že dejansko bili uspešni v tej pomoči in so bili tudi primeri, ko je moralo vodstvo kakšne šole dajati pojasnila ali pa celo odstopiti, ker sodelujemo tudi z Inšpektoratom za šolstvo, tako da res obrnite se na živo, vam bo znala pomagati, napišite, pokličete, vse informacije pa najdete na naši spletni strani. In še za konec en slajd z našimi promocijskimi vsebinami, torej res, če vas karkoli zanima, kontaktirajte nas in vas bomo pomagali. Mi pa vam v imenu Dijaške organizacije Slovenije zares želimo čim več uspeha na maturi in jaz upam, da boste tudi v današnjem predavanju uživali, pa naj vas tudi ne bo strah mature. Verjamemo, da boste uspeli in da boste tudi uspešni. Srečno, hvala. Odlično, hvala Simon in Max. Evo, čist preden, oziroma dajmo se kar mi lotiti tegale, pa se bomo na koncu vrnili še na tale zadnji slajd, kakšno sodelovanje imamo z Dijaško organizacijo Slovenije. Torej, kako se soočiti z maturo je današnje veliko vprašanje, oziroma bom jaz pomagala vam malo iti čez to tematiko. Čez to smo šli že z ogromno dijaki in mislim, da je zelo veliko enih takih prijetnih opcij, ki se jih da narediti, ki se jih da poslužiti, da boste res sproščeni, da vas ne bo preveč skrbela matura in da boste šli lahko samozavestno na maturo. Tako da jaz ne bom zdaj tle nobenega poimensko, oziroma ne rabi se nihče oglašati, ampak mogoče, če si na en listek pred sabo ali pa na telefon ali pa nekam, zapišete, na kakšne načine se vi pripravljate na maturo. To ne pomeni samo, mislim, to ni samo učenje, je verjetno pri vsakem to na prvem mestu, ampak malo razmislite o tem samo vsak pri sebi, kako se pripravljate na maturo v smislu, a ste si kaj splanirali ali pa a ste si kakšne cilje postavili za ne vem kakšne ocene želite doseči, na kjer faks želite priti. In mogoče tudi na kakšen način se pripravljate v smislu, a tudi dovolj spite, a ste samo na polno v stresu, ali delate kaj tudi poleg učenja, da nekako to nevihto v glavi pred maturo malo omili. Tako da ne vem, če ste že v vmesnem času zdaj kaj razmislili ali pa si kaj zapisali. Dajte to narediti, jaz bom še pol minutke počakala, da lahko v miru zapišete, potem gremo pa naprej. Ok, jaz mislim, da je vsak zase lahko malo razmislil, na kakšne načine se pripravljate na maturo.
Zdaj gremo pa čez v bistvu par mojih nasvetov za vas. In sicer prvi je definitivno to, da si dajte splanirati. Prvo kot prvo, da si splanirate učenje, se pravi, da naredite načrt. Veste, kdaj imate pisne izpite, veste, v katerem okviru nekako imate ustne mature, tako da dajte si to v en koledar, da ga imate skozi pred sabo in predvsem, da si tudi pred tem časom, ko imate maturo, zdaj imate še slab mesec časa, si dajte res zapisati, kjer dan se boste učili, kjer predmet, kjer osnov. Nekako probite tudi sami ugotoviti, a vam bolj ustreza, da se učite en predmet na dan, a vam bolj ustreza, da se učite, da si dan porazdelite recimo na različne predmete, ker vseeno bodo datumi dosti skupaj, tako da boste nekako se mogli navaditi oziroma boste mogli pogruntati, na kakšen način se vam je najlažje učiti. Ker ja, ni časa, da dejansko si vzamete en teden za en predmet, pa en teden za drug predmet, ampak je treba malo požonglirati s tem, kar se da, no, ni to nemogoče, čeprav se vam mogoče, mislim, je težko, ni pa nemogoče, tako da dajte si res za to, če si dobro splanirate in če se tega potem držite, je to že pol narejenega skoraj. Tako da res en načrt, kater osnov, kater predmet, dajte seveda prednost predmetom oziroma snovem, ki so vam težji, da to res poštudirate in da boste pripravljeni. Seveda pa si pustite tudi nekaj časa za ponovitev kakšne snovi, čeprav je mogoče lažje ali kakorkoli, ampak je fino, da greste to lepo čez. Zdaj lahko si ta načrt oziroma ta urnik pustite na telefonih, če ste si to naredili na telefonih, na računalnikih. Vsekakor vam pa priporočam, da si to vseeno sprintate, pa da imate nekje ves čas pred sabo ta svoj načrt, da ga skozi gledate in da si magari tudi zraven kljukate, ko nekaj opravite. Tako da je fino, ko greste proti koncu, ko imate toliko stvari že odkljukanih, da vidite, da v bistvu samo še teste odpišete in je to in ste ogromno že naredili. In to ima tudi en tak psihološki vpliv, da vidite, da ste veliko naredili in da vas nima v bistvu kaj skrbeti, ker ste pač se učili in pripravljali in bo vse okej. Ena stvar, ki pomaga nekaterim, ne nujno vsem, ampak je pa definitivno ena zelo dobra metoda, kako se lahko malo umirite, zdaj ali je to zjutraj, ali je to zvečer, ali je to sredi dneva, ko ste malo overwhelmed od vseh stvari, pa vas začne kaj skrbeti. V glavnem, kadarkoli se lahko vrnete na to. Zdaj obstaja ogromno vodenih meditacij, aplikacij, se pravi, lahko na YouTube odtipkate meditation, imate ogromno enih aplikacij na svojih app storih v telefonih. Ena fina vrsta meditacije je whole body scan, to je recimo fino zvečer delati, ko se uležete v posteljo, preden zaspite, oziroma da zaspite, in da pač ne razmišljate preveč o svojih skrbeh glede mature, je fino, da se uležete in ta whole body scan je, da v bistvu greš čez celo telo, samo v mislih, dihaš in se umiriš. In tudi mirno zaspiš, ne pa da ti misli bezlajo in skrbi in kaj če to, kaj če uno, kaj če tretje, vse možne scenarije greste skozi. Fino je, da se umirite. In bo spanec veliko boljši in tudi vi boste veliko bolj mirni in dobre volje. Tako da definitivno, če še niste sploh probali meditacije ali pa če vas skrbi, da se ne boste mogli dosti umiriti z meditacijo,
dajte ji mogoče sam priložnost. Dajte, ne vem, 2-3 dni poskusiti malo pomeditirati, pač kadarkoli, se pravim, lahko zjutraj, ko se zbudite, lahko zvečer, preden zaspite, lahko pa sred dneva, če se vam zdi too much vsega. Potem so seveda drugi načini sproščanja. Kaj vam osebno najbolj ustreza, kaj vam najbolj paše. Zdaj lahko je to poslušanje glasbe, lahko je to poslušanje kakšnih podcastov, motivacijskih ali pa kaj takega. Lahko je to, ne vem, če igrate igrice na računalniku, je to. Risanje, pisanje, iti ven na sprehod, športanje. Ogromno enih možnosti je, na kakšen način se lahko sprostite, lahko malo odmislite skrbi in to bo definitivno tudi pomagalo, da potem, ko pridete, ko se usedete za mizo, ko se začnete učiti, da boste nekako svežo glavo se tega lotili in bo definitivno pripomoglo k temu, da se boste lahko tudi bolj kvalitetno učili. Tako da, kakor je pomembno seveda, da se učite in da delate na tem, je pomembno tudi, da se znate malo odklopiti, pa malo sprostiti, zato da vas to ne obremenjuje res vsako minuto vsakega dneva do konca junija. Tako da, dajte res najti nekaj, kar vas sprosti, kar vam pomaga, da odmislite neke skrbi oziroma strahove glede mature, ki jih imate. Lahko je to že pogovor s prijateljico, s prijateljem, ne vem, bratje, sestre, starši, s komerkoli se radi pogovarjate, že to lahko veliko naredi. Ok, pa je pa to ena stvar, ki se mi zdi pa še najbolj pomembna tukaj. In tudi po mojih izkušnjah, ki jih imam z dijaki, je to velikokrat največji problem. In sicer največji problem je to, da vas vnaprej skrbijo stvari. Se pravi, da vas skrbi vnaprej, kaj če padem, kaj če tega ne naredim, kaj če ne naredim mature, kaj če dobim premalo točk. Da vas vse te stvari ful obremenjujejo, kar razumem, saj so tudi mene, sam jaz nekako nisem še imela teh orodij, kako se s tem spopasti. Ful dober je recimo, če, ne vem, probate meditacijo, pa vam ni čist cool. Probite vsaj to vizualizacijo. To pomeni, da recimo zvečer, ko se uležete, preden greste spat, si prav predstavljajte, ne vem, kako odprete na računalniku rezultate od mature, pa ste ful veseli, ker ste ful dobre rezultate dobili in so še nad vašimi pričakovanji in ste najbolj happy ever, in veste, da boste sprejeti tja, kamor si želite. In tako vizualizirajte in ta trenutek in te občutke, ki jih boste imeli zraven. Se pravi, trenutek, kako lepo izgledajo petke ali pa štirke ali pa kakorkoli, kakršnekoli že cilje imate na maturitetnem spričevalu in vizualizirate oziroma predstavljite si še občutke, ki jih imate zraven. Se pravi, koliko ste veseli, koliko vam odleže, koliko ste srečni, ko je pač prišlo končno do te zaključne točke, da imate rezultate, da ste zadovoljni z njimi, da se je vse tako išlo, kakor ste si želeli, ali pa še boljše. Rajš si predstavljate to še boljše. In dejansko, če si to ves čas predstavljate in se počutite tako, je znanstveno dokazano po raziskavah v možganih več možnosti oziroma imate dobre šanse, da se bo to res zgodilo. Seveda to ne pomeni, da se ne rabite nič učiti, pa sami vizualizirajte, pa bo to. Ne, se je treba tudi učiti, ampak zraven imeti še te občutke in si predstavljati, da se bo vse tako izšlo, kot želite. Ker bolj, ko si predstavljate, to mi ne bo ratalo, premalo je časa, ne vem kaj, pač potem samo neko tako negativno energijo vlečete, kar vam ne pomaga na noben način. Če pa pozitivno razmišljate in si predstavljate te pozitivne stvari, lahko pa zelo, zelo veliko naredi.
Tako da to je mogoče še tak najbolj pomemben nasvet oziroma največja stvar, ki se mi zdi pomembna, da se res probate tako pozitivno orientirati na stvari. Pa dajte en drugega spodbujati, tako če se, ne vem, pokličete prijateljico ali pa prijatelja, dajte ne biti, mene skrbi to, kaj če ne bo to, kaj če ne bo uno, ne iti samih slabih scenarijev skozi, ampak pejte dobre scenarije skozi, pa se spodbujete med sabo. Pa si pomagajte en drugmu, tudi to ful pomaga. Če te en vleče naprej z neko pozitivno energijo, boš tudi ti šel s pozitivno energijo naprej. Tako da dajte en drugega malo tako nahajpati. Tako da ja, pomembne stvari so seveda, skozi omenjam, poleg učenja valjda. Recimo počitek je zelo pomemben, se pravi, sej pride kdaj do kakšnega all-nighterja, razumem, ampak vse to, kar se vi recimo čez dan naučite, ko greste spat, se dejansko usede to v vaše možgane in si to zapomnite. Tako da počitek je vsem pomemben, spanje, to, da se znate na nek način umiriti, zdaj to, če je tak, če malo povzamem, lahko je to kjerkoli stvar, kjerkoli hobi, karkoli, kar radi počnete in vam malo umiri možgane oziroma misli glede mature, glede učenja, glede stresa, ki vam ga to povzroča. Ne vem, pejte v banjo ali pa pod en vroč ali pa hladen tuš, pač karkoli vam pomaga, da se malo umirite. Tako da ja, tudi to so pomembni koraki pri tem, da se pripravljate na en tak večji dogodek v življenju oziroma pač sklop dogodkov. Tako da ja, to je mogoče nek tak povzetek vseh glavnih stvari. Zdaj pa me zanima, če ima kdorkoli kakšno vprašanje. Živjo. Živjo. Pač jaz zdaj že drugo leto delam maturo, lani sem pač 3 predmete naredila in letos imam matematiko pa psihologijo in me je res tako strah in se sploh meditiram že od prej in joga in meditacija in vse živo in mi nič ne pomaga in me je pač res strah. Okay. Pa bo ali ne bo. Ja, razumem. Sej ta strah se mi zdi, da je pri večini oziroma skoraj pri vseh prisoten. Probi mogoče res to, a si kdaj poskusila to vizualizacijo oziroma a ti toliko premaga ta strah vse skupaj, da se sploh ne moreš skoncentrirati na nek pozitiven zaključek tega? Ja, ta strah je toliko, da sploh ne, pač kada ne vidim naprej, da bo kaj dobrega. Ok, učiš pa se? Ja. Ok. No, to je že bolj Zdaj sem se začela. Ok, v redu. Sej, zdaj delaš 2 predmeta? Ja. No, lej, zdaj veš, da se imaš v nasprotju z lanskim letom za skoncentrirati samo na 2 predmeta, lansko leto jih je bilo 5. Ja. A ne? Že to je ogromna razlika. In veš, da se boš veliko lažje lahko skoncentrirala na 2 oziroma da se boš veliko bolj kvalitetno lahko naučila za 2 kot za 5 predmetov. Pa če ti je lansko leto ratalo 3 predmete od 5 zrihtati, potem boš letos sigurno lahko komot zrihtala 2 predmeta. Zdaj, če si rekla, da sta to matematika pa psihologija? Ja. Ok, pri matematiki je pomembno, se pravi, najprej to, da veš, da definitivno ti je še ostalo ogromno v glavi od lani, ker verjetno ni bilo tako, da si lani šla z nič znanja na maturo. Tako da ostalo ti je še ogromno znanja od lani, samo malo ga moraš priklicati nazaj. Tako da malo ponovi, potem pa za matematiko res samo čim več vadi, ker več, ko boš vadila, bolj boš tudi pomerjena, se pravi, delam, učim se in ko boš delala vaje in jih boš znala reševati, boš videla, ok, saj tudi znam, saj to ne bo tak problem, saj gre.
Tako da jaz bi ti tukaj to predlagala. Pri psihologiji si pa magar razdeli spet snov na manjše tematike, pa vsak dan ponovi enkrat, dvakrat vsako tematiko. Verjetno, če si že lani delala, imaš tudi kakšne zapiske ali pa kaj že ready, a ne? Ja, vse imam že narejen, ampak pri psihologiji, naprimer, jaz ne vem, pač mi smo imeli slabo profesorico in v 4. letniku je pol leta sploh ni bilo in noben nima pojma, kako se napiše, pač, kako se pišejo ta esejska vprašanja oziroma odgovori, da so pri psihologiji. Jaz sem imela tudi psihologijo na maturi. In se spomnim, da v bistvu so te esejski odgovori v bistvu bolj samo to, da poveš, kar znaš o tej snovi, o kateri te sprašujejo. Tako da ni nobene posebne strukture oziroma ni tako, da ti ocenjujejo, a si imela tako, kot ne vem, pri eseju uvod, jedro, zaključek, a te stvari štimajo, ampak je res vsebinsko važno, da karkoli veš o tej tematiki, v kateri je pač postavljeno vprašanje, zapišeš tja na list, zdaj v pač stavkih. Ja, tako to je. Pač lani mi je zmanjkalo pol točke do pozitivno, tako da. To je najboljš, ja, ker ti toliko malo zmanjka. No, ampak če že veš, da ti je toliko malo zmanjkalo, pol veš, da si res že ful blizu. Tako da to pomeni, da ni, da se greš ti zdaj od začetka učiti, pa da od začetka vse delaš, pa da te čaka ogromno učenja, tebe v bistvu bolj čaka ogromno ponavljanja. Tako da, a veš, samo pej čez vsako snov, veš, da si ogromno že naredila in da se ti zdaj samo lepo usedejo te informacije v možgane, tako da tudi probi kaj spat. Ja, saj spat hodim ob 8, tako da to ni problem. No, že si na zelo, zelo dobri poti. In jaz sem prepričana, da če tako zdaj nadaljuješ do mature, se pravi matematiko vadiš, psihologijo ponavljaš. In si magar, mislim, sej verjetno tudi že sama veš, kaj ti najbolj ustreza, a si daš, ne vem, pol dneva ali pa par ur matematiko, par ur psihologijo, da malo zamenjaš v dnevu, ali si pač po dnevih razporediš, ok, danes delam matematiko, danes delam psihologijo. In se tega res držiš in ponavljaš vsak dan in pol si lahko res prepričana, ker to, če pa to delaš, pa res, a veš, ni nobene stvari, ki je ne počneš, da bi pripomogla k temu, da boš naredila. Tako da mislim, da samo pač probaš tukaj na tak način svoje možgane, da ne bojo toliko skrbeli, sprogramirati bolj v drugo stran, da veš, da delaš vse, zato da boš odlično opravila oboje. In probaš res na ta način razmišljati. Jaz vem, se jaz zdaj tle lahko pametujem, ampak jaz sem imela identične skrbi, ker sem bila toliko stara, kot vi. Ampak meni je res en nasvet najbolj prav prišel kasneje, už pol, ko sem bila že sred faksa, da zakaj se toliko sekiramo vnaprej za stvari, ki se sploh še niso zgodile. In nas te stvari toliko nazaj držijo oziroma se toliko obremenjujemo s tem, pa se recimo te scenariji sploh še niso uresničili. V smislu, ok, skrbel te bo, če res padeš maturo, pa se boš takrat s tem ukvarjala. Ampak da itak zelo, zelo verjetno, ful več je verjetnosti, da se to ne bo zgodilo. Tako da, a veš, nas toliko enih stvari vnaprej skrbi, pa se vnaprej sekiramo za njih, pa nam toliko ene energije porabijo, da je v bistvu škoda, da se za neke hipotetične zadeve, ki se sploh še niso zgodile, ful sekiramo. Če ima to smisel. Seveda ima smisel, ampak je ful lažje reči tako, ker pol to narediti. Vem. Ampak recimo še ena stvar, sem se zdaj spomnila, kaj sem jaz delala, ki me je tudi pol kdaj na faksu toliko skrbeli za kakšne te velike predmete ali pa kaj. Ko me je nekaj toliko skrbeli, sem si na listek zapisala prav fizično, ne na telefon ali pa na računalnik, ampak na listek sem si napisala, katere stvari me skrbijo. In če me recimo skrbeli, ne vem, sem si napisala, ok, skrbi me, da bom padla ta pa ta izpit.
In zraven sem si pa vedno napisala tako, če logično gledam, ne čez te moje strahove, ampak če sam tako realistično pomislim, kaj lahko naredim, da se te strahovi moji ne bojo uresničili. Ok, in pa sem si zraven napisala, ok, učiš se lahko, pač ponavljaš lahko snov, in na tak način veš, da boš pripravljena na izpit in pač bom preprečila to, da bom padla izpit. Na tem je res treba delati, mislim tako, razumem, da se ta sprememba ne zgodi iz danes na jutri, ampak če pa iz danes na jutri začneš te spremembe vpeljevati, boš pa videla, da meni je pomagalo to, no. Pa sem bila jaz isto zelo, če tako rečem, prestrašena in mature in pol izpitov na faksu, ampak nekako, ko sem naredila ta switch, da ok, se ta stvar sploh še ni zgodila in zakaj me toliko blazno skrbi. Pa tudi, če na koncu pomisliš tako, kaj pa, če bom še, ne vem, kaj pa, če ne naredim, pa ne naredim, pa ne naredim, pa moram pol že plačevati za izpit. Pa tudi recimo ti lahko povem, da do tega nikoli ni prišlo, ampak me je skrbelo, sigurno. Kaj lahko narediš? To, da se zdaj pripraviš, da do tega ne bo prišlo, ker imaš še dovolj časa. Veš, ni tako, da si ti zdaj, da se nisi nič učila, pa imaš jutri maturo. Pač mene skrbi, ne vem, naprimer, vsi se začnejo učiti, ne vem, 2 meseca, 3 mesece prej, ampak meni se zdi, da če bi to naredila, ne bi nič več znala do mature, ne vem. Ja, sej cool, dovolj časa imaš še vedno, če se zdajle, ko smo 13. maja, začneš res sistematično in konkretno na te 2 predmeta pripravljati, ti bo sigurno znesel. Ok, najlepša hvala za odgovore. Tinkara, a imaš še ti kakšno vprašanje? Nima. Ok. Evo, če vas karkoli skrbi, da vam lahko jaz pomagam oziroma mislite, da vam lahko jaz pomagam, nam lahko napišete na Razturi na maturi Instagram. Tam sem jaz dosegljiva, tako da vedno boste mene dobili in kakor bom zmogla, vam bom pomagala, drugače boste pa itak razturili. Tako da mogoče samo če šibnem nazaj na tisti prvi slajd, ko sem rekla, da se bomo vrnili. Na platformi Razturi na maturi imate vse vsebine za matematiko, angleščino in slovenščino. Gor je snov 1. do 4. letnika, vsa snov, ki jo pač predelate v šoli, na način kratke video razlage, webinarji, pomoč za učenje, zapiski, vaje. V glavnem res vas vodimo čez celotno pripravo, tako da v sklopu sodelovanja z Dijaško organizacijo Slovenije je pa cena dostopa do vsega tega namesto 200 evrov 75 evrov, tako da se zelo splača, da imate nek tak celoten overview in seveda nas profesor je na voljo, če vas karkoli skrbi. Tako da evo, s tem zaključujem današnji webinar. Upam, da ste majčkeno bolj pomirjeni in majčkeno bolj samozavestni do konca tega meseca. Jaz vam želim vso srečo in sem prepričana, da boste res razturili na letošnji maturi. Čau! Dio!